V današnji epizodi o tem, kako strpni smo do vernikov, pa tudi tistih, ki ne verujejo. Potrebujemo družbo, v kateri lahko ljudje različnih verskih in tudi neverskih prepričanj pravzaprav živimo skupaj in spoštljivo. Zrela družba pomeni, da smo ljudje resnično pripravljeni prisluhniti drugemu, sprejeti njega takšen, kot je, ampak tudi on mora sprejeti mene takšnega, kot sem. Verodostojnost našega zagovarjanja religijske svobode se pokaže takrat, ko smo pripravljeni braniti svobodo človeka, s katerim se ne strinjamo. Podcast zagovornika načela enakosti. Dober dan. Dobrodošli v 28. epizodi podcasta Zagovornika načela enakosti. Z današnjimi gosti se bomo pogovarjali o tem, kako strpni smo v Sloveniji do vernikov, pa tudi tistih, ki ne verujejo. Zanimalo nas bo, kaj lahko storimo, da bi bolje razumeli in sprejemali razlike med nami, tokrat glede vere ali prepričanja. To je namreč osebna okoliščina, zaradi katere je vsem ljudem po ustavi in zakonu zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo. Z nami so po abecednem vrstnem redu naslednji gostje. Dr. Aleš Črnič, religiolog, profesor in raziskovalec na Fakulteti za družbene vede na katedri za kulturologijo. Dr. Aleksander Erniša, škof Evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Magister Zmago Godina, predsednik Krščanske adventistične cerkve. Sergeja Oštir, pravnica, zastopnica zagovornika. In magistrica Ela Porić, predstavnica Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Lep pozdrav vsem in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Naj povem še, da smo k sodelovanju v tem pogovoru povabili tudi predstavnike Rimokatoliške cerkve, vendar so nam sporočili, da nam sogovornika ne morejo zagotoviti. Moje ime je Jelena Aleksič, sem vodja oddelka za svetovanje, raziskave in ozaveščanje pri zagovorniku načela enakosti in bom povezovala ta pogovor. Preden začnemo, nekaj uvodnih misli. Zagovornik načela enakosti je osrednji samostojni državni organ za varstvo pred diskriminacijo. Pristojen je za ugotavljanje diskriminacije tako v javnem kot v zasebnem sektorju. Varstvo pred diskriminacijo je skladno z mednarodnim pravom, direktivami Evropske unije, slovensko ustavo in zakonom o varstvu pred diskriminacijo zagotovljeno vsem, ki bivajo v Sloveniji. Tudi zaradi vere ali prepričanja ne sme biti nihče neupravičeno neenako obravnavan. Zagovornik je julija letos Ustavnemu sodišču Republike Slovenije poslal zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ureditve šolske prehrane v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih v Sloveniji. Odzivi javnosti kažejo, da je vprašanje prilagoditev šolske prehrane zaradi vere ali prepričanja spodbudilo mnoge javne izraze strahu in negotovosti. V javni razpravi sta se odrazila tudi nerazumevanje in nestrpnost do pripadnikov različnih ver. Ob tem se postavlja vprašanje, kako se kot družba odzivamo na različne pojavne oblike izkazovanja pripadnosti veri, kako razumemo ustavno načelo ločenosti cerkve od države. Zanimalo nas bo, kakšni so izzivi, ki jih zaznavajo različne verske skupnosti ter strokovnjaki v zvezi s položajem vernikov v družbi v okviru varstva pred diskriminacijo. Kaže se predvsem potreba po boljšem razumevanju verskih zapovedi in s tem po spoštovanju verskih različnosti. Ko smo v zadnji raziskavi lani pri zagovorniku anketirance vprašali, kaj razumejo pod pojmom diskriminacije, se je največ odgovorov nanašalo na neenako obravnavanje zaradi spola. Sledila je barva kože, na tretjem mestu pa sta bila z istim odstotkom 26% neenako obravnavanje na splošno in neenako obravnavanje zaradi vere ali prepričanja. Predstavniki verskih skupnosti, magistrica Porić, magister Godina, dr. Erniša, kako komentirate ta podatek oziroma ali tudi sami zaznavate krepitev nestrpnosti do vernih
Ali v tem smislu kakorkoli posebej izstopa katero od področji družbenega življenja, denimo izobraževanje, delo in zaposlovanje, politično udejstvovanje, trg dobrin in storitev? Izvolite, beseda je vaša, dajem besedo magistrici Porič najprej. Najlepša hvala za besedo, hvala tudi za povabilo in tudi to pobudo, da smo odprli to tematiko, ki je vsekakor v vsakem trenutku pomembna, mogoče v tem trenutku toliko bolje. Mene ta podatek, ki ste ga navedli, ki je rezultat vaše ankete, niti ne preseneča toliko. V islamski skupnosti v Republiki Sloveniji zaznavamo, da v javnem prostoru je danes nekako več nezaupanja, veliko več predsodkov, ki jih nekako samo kopičimo en na drugega, veliko manj pa storimo mogoče, da jih odpravimo. In tudi nekako manj je pripravljenosti razumeti versko različnost. Seveda tukaj moramo biti tudi previdni in tudi mogoče ne vsako neprijetno situacijo ali pa neko mogoče slabo izkušnjo, ki se nam zgodi, označiti direktno za diskriminacijo. Diskriminacija ima seveda veliko širše in bolj podrobno definicijo kot taka, ampak obstaja pa seveda tudi to širšo družbeno področje in tudi okolje, v katerem vsi skupaj delujemo, in določene verske identitete v tem okolju so včasih manj sprejemljive, včasih več, nekatere so bolj občutljive, seveda druge manj. Tisto, kar se seveda tudi nam nekako zdi in tudi opažamo v praksi, da ljudje pač enostavno ne nasprotujejo seveda temu, da bi posameznik bil kakorkoli verujoč ali ne verujoč, da bi veroval zdaj v to ali v karkoli drugega. Vse dokler to nekako ostaja v neki zasebnosti, dokler ne pride v neko javno sfero, težave in izzivi se pojavijo takrat, ko se neka določena plast naše verske identitete, ko pravzaprav postane vidna, ko se izraža skozi zelo konkretne življenjske prakse. V naši skupnosti je seveda tukaj najbolj pereče vprašanje oblačenja, to je tisto, kar pravzaprav prvo zaznamo. Omenili ste že tudi vprašanje glede prehrane, potem naši člani seveda tudi omenjajo težave z zagotavljanjem prostega dne na praznike, potem potreba po duhovni oskrbi, tako v policiji, vojski in v bolnišnicah. In seveda takrat se potem zelo hitro postavi vprašanje, zakaj bi se morala ustanova ali neka širša družbena skupnost temu sploh prilagajati. In tukaj se pravzaprav začne zelo pomemben pogovor o sami enakosti. Velikokrat se potem v pogovoru z ljudmi zelo postreže z argumentom, da živimo v sekularni državi, da je v Sloveniji so verske skupnosti strogo ločene, poznamo strogo ločeno, seveda to je absolutno res. Slovenija je sekularna, Slovenija je pluralna, Slovenija je demokratična in hkrati tudi ustavna država, ki pa temelji tudi na človekovih pravicah, na enakosti in tudi na verski svobodi. In tudi glede na to, da prihajam iz manjšinske verske skupnosti, kljub temu, da je islamska skupnost v Republiki Sloveniji druga največja verska skupnost v Republiki Sloveniji, ne vidimo absolutno nikakršne težave v sekularni državi, v sekularnosti kot taki. Ravno nasprotno menimo, da je pravzaprav sekularna država v našem primeru še nekako zelo pomemben garant verske svobode in problem pravzaprav nastane takrat, ko to nevtralnost, ki jo zagotavlja pravzaprav sekularna država, začnemo razumeti kot odsotnost religije iz javnega prostora. Se pravi, ko ni prisotna, to je tisto, ko sem omenila, vse dokler se nahaja v neki zasebni sferi, je v redu, dokler nekako priplava na površje, postane to pravzaprav problem. In ni prav, da mi od verujočih ljudi, ki verujejo, ki tudi na ta način pravzaprav živijo religijo, pričakujemo, da je to sprejemljivo, ko je pravzaprav njihova verska pripadnost nevidna in da bi bila pravzaprav samo kot taka sprejemljiva. To je problematično, ne? In tako da pravzaprav to za mene to ni tista ta prava nevtralnost, o kateri pač govorimo v okviru sekularnosti, ne?
Tako da kot predstavnica islamske skupnosti v Republiki Sloveniji pa lahko rečem, da seveda to absolutno vidimo zelo konkretne primere in težave in izzive članov na različnih področjih. Omenili ste izobraževanje, takoj zatem je zaposlovanje, potem je velikokrat v zadnjem času se seveda omenjajo tudi položaj muslimanov v zaporih, kjer je pač ni zagotovljena enakopravna verska oskrba, v bolnišnicah ni zagotovljen pravzaprav ne verska oskrba, ne ustrezen prostor, kjer bi lahko vsi bolniki, ki se trenutno nahajajo na bolnišničnem zdravljenju, imeli zagotovljeno ustrezen prostor in potem seveda tudi v vojski. Tako da, ko govorimo pravzaprav o enakosti in o strpnosti, se mi nekako zdi, da je premalo, da samo govorimo. Za samo pluralnost je samo govor nekoliko premalo. Danes seveda mnogi avtorji, med drugim tudi predstavniki verskih skupnosti, poudarjamo, kako zelo pomembno je, in to sem pač prepričana, glede na to, da imamo med voditelji in tudi ostalimi sodelavci v verskih skupnostih zelo dobro sodelovanje, lahko z gotovostjo rečemo, da nekako vzdržujemo to prepričanje, sobivanje ljudi, ki imajo pravzaprav različna razumevanja resnice, da največkrat ni potrebno razpravljati o tem, kaj, kako verujemo, zakaj, ali sploh verujemo, ali je prav samo, da verujemo, prav je tudi, da ne verujemo v nič, tako da potrebujemo družbo pravzaprav, v kateri lahko ljudje različnih verskih in tudi neverskih prepričanj pravzaprav živimo skupaj in spoštljivo. To je tisto, zakaj si mi, vsaj v islamski skupnosti, zelo aktivno prizadevamo. Magister Godina, v bistvu isto vprašanje, kako pa vi, recimo kot predstavnik krščanske adventistične cerkve, gledate na to vprašanje? Za razliko od islamske skupnosti, pripadniki vaše verske skupnosti navzven ne kažejo svoje verske pripadnosti, vendar pa verjetno tudi pri prehrani se zadeve zapletajo, ampak do prehrane bomo prišli. Zdaj v bistvu še vedno splošno vprašanje, koliko je strpnosti, nestrpnosti, koliko je medsebojnega razumevanja verskih razlik, ne nazadnje tudi vseh drugih razlik. Podatek, da skoraj četrtina, oziroma dobra četrtina ljudi povezuje diskriminacijo z svojo versko pripadnost ali versko usmeritvijo, je nekaj, kar mislim, da si zasluži absolutno pozornost in razmislek. O tem je treba spregovoriti odprto, tudi današnje srečanje je gotovo priložnost reči nekaj o tem. Ravno tako bi rad poudaril, kot je bilo rečeno, da seveda vsako nestrinjanje ni diskriminacija. To razumemo in seveda mora biti v eni demokratični, odprti družbi prostor, da se tudi ne strinjamo. Ampak ravno tako mora biti prostor, da se pogovarjamo, da se slišimo, da ne pride do kar vnaprejšnjega nekako obsojanja ali pa izločanja določene skupine ljudi zaradi katerekoli danosti, recimo, ki jo nek posameznik ali pa skupina ima. Torej, težavo vidimo dejansko takrat, ko je nekdo zaradi svojega verskega prepričanja ali pa vesti dejansko postavljen v slabši položaj z ozirom seveda na druge ljudi, oziroma ko se takšne osebi odreka osnovno človeško dostojanstvo, kar se nažalost tudi dogaja. Mi težavo vidimo recimo najbolj izraženo na področju izobraževanja in pa zaposlovanja. Namreč kot adventisti imamo poseben dan počitka, soboto, in seveda tukaj takoj pride do določenega konflikta z ustaljenim urnikom različnih dejavnosti, aktivnosti, ki se izvajajo tudi ob sobotah in podobno. Moram reči, da v nekaterih primerih se te stvari zlahka rešijo z dialogom, z iskanjem rešitev, opcij, ki so, ker ne gre za to, da nekdo ne bi želel izpolniti svojih dolžnosti, ki jih ima, ampak da se poišče pot, neka alternativa, na kakšen način se te lahko mogoče ob nekem drugem dnevu ali kakorkoli izvršijo. Pri tem v drugih primerih pa seveda naletimo na precej velike ovire, kjer nekega posluha ni in so zgolj zahteve pač potem, da je to treba narediti, oziroma
poiskati pač ali neko drugo zaposlitev ali karkoli drugega. Tako da tukaj je recimo eno od področij, kjer mogoče se srečujemo z veliko težavami. Moram pa reči, da nasplošno opažamo seveda to, da je družba tudi slovenska vse bolj razdeljena, vse bolj črno-bela na nek način, in v takšnem enem pristopu in pa pogledu na družbo je seveda težko se pogovarjati o nekih niansah, ki bi naj bile, in najti prostor za izražanje verskih prepričanj, ki so seveda sestavni del, lahko rečemo, posameznikove identitete. Torej, ali jih ima, ali jih nima. Tukaj, da rečem, ni pomembno, vsakdo mora biti svoboden, mora biti prost pri svoji izbiri in odločitvi, kaj želi verovati, in to naj bi tudi ustava zagotavljala. Hvala. In še dr. Erniša Škof, Evangeličanske cerkve, vaše videnje uvodnega vprašanja, kako strpni smo do vernikov, pa tudi nevernikov. Najprej vsem lep pozdrav, hvala za povabilo. Zagotovo tile podatki, ki ste jih dobili in pridobili, moram reči, da so na nek način podatki, katere je potrebno resno vzeti. Bil bi pa nekoliko previden pri tem, kaj vse pomeni diskriminacija. Tako kot sta že moja predhodnika rekla, mi se radi uporabljamo malo težjo besedo, kot pa dejansko tudi je. Vse moja predhodnika sta to zelo lepo povedala, ni vse diskriminacija, in diskriminacija pomeni res nekaj konkretnega, in ti to moraš tudi doživeti. Zato je primerno tudi govoriti o tem, najprej, da si razčistimo, kaj konkretno je diskriminacija, potem pa spregovoriti tudi, če do diskriminacije prihaja, kje točno prihaja. Ne nasplošno govoriti, ker to je zelo močna beseda, tukaj so vpeta tudi čustva, tukaj je vpeto moja identiteta, moje vse, kar sem postal in kar postajam. Tako da pri tej diskriminaciji je potrebno biti previden. Mogoče bi pa dodal eno drugo stvar, ki jo jaz tudi opažam. Opažam namreč to, da zdaj se sicer pogovarjamo o diskriminaciji, ampak v današnji družbi ni več samoumevno, da je del vere moje tudi del moje identitete. Jaz zdaj govorim tudi za tiste, ki niso verni. Tudi te je potrebno spoštovati, tudi tem je potrebno dati svobodno voljo, in tudi ti ljudje imajo vso pravico, tako kot verni in neverni, tako verujoči ali drugače verujoči ali drugače razmišljajoči, svoje pravice. In o tem je tudi potrebno na nek način spregovoriti, in se mi zdi zelo pomembno, da govorimo pozitivno, da iščemo rešitve, da se pogovarjamo, da komuniciramo, da se srečujemo. Predstavniki verskih skupnosti to počnemo nekajkrat na leto. In to se mi zdi zelo pomembno. To ne pomeni, da smo vsi istega mnenja, ampak da spregovorimo o svojih težavah. Vsaka verska skupnost ima neko svojo težavo, zagotovo. Ne bi želel to zdaj posploševati z neko diskriminacijo, Bog ne daj, ampak hočem reči, da pomembno je, da smo pri teh stvareh konkretni. Ko zadeva diskriminacijo, kaj točno je in če je iskati skupaj neko rešitev. Odlično. Zdaj pa še k znanosti, če smem reči, dr. Aleš Črnič, kot družboslovni znanstvenik, ki se med drugim ukvarjate tudi z religijskimi študijami. Kakšno je pa vaše videnje časa, ki ga živimo v tem kontekstu, ki sem ga na začetku pojasnila? Kaj kažejo recimo naše raziskave? Ali tudi vaše raziskovanje recimo kaže na krepitev predsodkov do verskih različnosti oziroma do manjšin na splošno morda? Ja, žal rezultati vaših raziskav niso nobeno presenečenje, tako slovenske kot tudi mednarodne raziskave kažejo, da je seveda nestrpnost do drugačnih zelo prisotna je bila zmeraj, ampak da je v porastu. Nekje bolj, nekje manj, ampak to je eden večjih problemov našega časa. V Sloveniji to zaznavamo,
zaznavamo tudi v tujini in religiozne identitete, religija kot takšna je ena od tistih stvari, ki je zelo pogosto predmet tega oziroma tarča zares, ja. In ko se to, današnja tema, o tem bomo govorili malce kasneje, je prehrana, ne, tudi prehrana je izjemno občutljivo področje. Prehrana je izjemno pomemben del človekove kulture. Prehrana ni samo biološka potreba, seveda vsi potrebujemo določene biološke sestavine, da kot organizmi preživimo, ampak prehrana je izjemno pomemben del človekove kulture, človekove družbe, veliko bolj kot se tega zavedamo, in je izjemno pomemben del človekove identitete. V zadnjih desetletjih imamo izjemen porast družboslovnih in humanističnih raziskav, ki se s tem ukvarjajo, in tudi vidimo, kako smo ljudje, kako so kulture ranljive na to, kako je pomemben del človekove identitete prehrana. In alternativni načini prehrane zelo hitro izzivajo, zelo pogosto na neozaveščenih nivojih, izzivajo identitete večinskih načinov, večinske norme. Ne? To se vidi zelo pri veganski prehrani, pri nekaterih drugih alternativnih oblikah, in ko se pa to zares skriža še z religioznimi identitetami in še posebej z nekaterimi religioznimi identitetami, ker vemo, da zares predsodki do nekaterih religij so veliko večji kot predsodki do drugih, to je jasno, a ne? Judovstvo tradicionalno, antisemitizem je velik problem skozi celotno zahodno zgodovino in tudi danes, nič manjši. Dobiva neke nove razsežnosti s temi novimi ravnanji judovske države Izrael, ki so vse prej kot legitimni in etični in tako naprej, ampak ja. In seveda islamofobija. Islamofobija. Skratka, tukaj potem pride do nekih križanj, ki zadeve še zapletajo in poglabljajo in tako naprej. Zato je ta današnja tema tako zelo pomembna, tako zelo pereča, komplicirana, večplastna. In zato je tako zelo pomembno, da o njej govorimo. Če smem, bi izrekel, izrekel bi zadovoljstvo in zahvalo zagovorniku načela enakosti, da je zares prvič to vprašanje tudi sprožil po uradni poti. V Sloveniji se dolgo pogovarjamo o tem, pa na različnih nivojih, pa nismo zares dosegli kakšnih zares vidnih napredkov. Slovenska država tukaj je doslej ostajala gluha za različne pobude, za različne vprašanja, različne signale, ki govorijo, da tukaj obstajajo neki problemi. Najbolj v zadnjih letih tukaj je bila aktivna islamska skupnost, ki že leta zares zelo, kako bi rekel človek, zadržano in konstruktivno opozarja, da imamo tukaj resen problem, in je ta problem zdaj tudi z dvema svojima raziskavama ga je nekako bolj jasno opredmetila in pokazala, kako velike težave tukaj imamo. Neki minimalni odzivi na to so v praksi zaznavni, ampak so res zelo majhni. Tako da v tem smislu sem sam kot, ne samo kot družboslovec, še bolj kot državljan te države, zadovoljen in vesel, da je urad izkoristil to svojo pozicijo, ki jo ima, in povprašal Ustavno sodišče, da zares se opredeli do tega. Jaz sem prepričan, da globokega problema, ki je pa kompleksen, ki nikakor ni enoznačen, ki ni preprost. Gospod Erniša je zelo upravičeno in jasno opozoril na to, da moramo biti natančni, ko govorimo o teh stvarih, kaj je diskriminacija in kaj ni in tako naprej. Skratka, tukaj jaz ne vem, ali govorimo o diskriminaciji ali ne, gotovo pa sem kot religiolog pa sem prepričan, da gre tukaj za vprašanje religijske svobode, ki je ustavna kategorija, ki je zagotovljena z mednarodnimi konvencijami, religijske svobode, ki je človekova pravica, in tukaj to vprašanje ni nedolžno. To vprašanje je resno vprašanje, ne gre skratka za neko kaprico, ne gre za neko izmišljevanje posameznikov ali neke skupine ljudi, ampak je nekaj, kar je resno vprašanje nekih skupinskih in individualnih identitet, nekaj, kar eksplicitno ščiti in omogoča slovenska ustava, kar omogočajo mednarodne konvencije. Zato mislim, da je to neka tema, o kateri bi se morali še veliko več, predvsem pa veliko bolj resno pogovarjati, tudi tam, kjer so potem vzvodi odločanja in moči.
Do tistih še pridemo, ja, hvala. In ne nazadnje, kolegica Sergeja Oštir, kako pa, danes je bilo že opozorjeno, ni vse diskriminacija, kar se nam zdi krivica ali pa nesramnost, kako pa pravo opredeljuje varstvo pred diskriminacijo ljudi, v tem primeru na podlagi vere ali prepričanja, so enako zavarovani tudi tisti, ki ne verujejo, drugače verujejo, in kaj vse bi lahko sodilo pod pojem osebne okoliščine prepričanja. Ustava denimo eksplicitno navaja posebej politično prepričanje. Hvala za vprašanje. Moram se kar strinjati z opazkami. Tudi mi pri zagovorniku načela enakosti opažamo, da se na nas obrnejo številni prosilci za pomoč, ki pač zatrjujejo, da so bili diskriminirani, in opažamo v bistvu, da se diskriminacija v pogovornem jeziku uporablja v drugačnem kontekstu kot v pravni definiciji, ki je vsebovana v Zakonu o varstvu pred diskriminacijo. In to nemalokrat povzroča tudi frustracije, zato ker nekdo, ki se mu dogajajo neke neenakosti, krivice, se počuti diskriminiranega, potem pa naleti na zid pri nekem državnem organu, ki je zavezan ravnati strogo po zakonu in pač prečesati vse elemente diskriminacije. Tako da definicija je kar kompleksna. Gre za v bistvu vsako neupravičeno dejansko pravno neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali opustitev ravnanja zaradi osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje, izenačevanje, enakopravnega priznavanja in tako naprej. Skratka, ko dobimo na mizo primer zatrjevanja diskriminacije, dejansko gremo po vseh teh elementih diskriminacije in ugotavljamo, ali to zatrjevano ravnanje ustreza pač vsem elementom po diskriminaciji. Tako da pravno gledano je to tudi kar, bom rekla, zahtevno in kompleksno opravilo in včasih dejansko sproža frustracije. Sicer pa, kar se tiče vprašanja, kako so obravnavani verujoči in neverujoči, torej enako kot človekove pravice in temeljne svoboščine pripadajo vsem ljudem, tudi varstvo pred diskriminacijo pripada vsakomur. Varstvo pred diskriminacijo zato uživajo tako verujoči kot neverujoči, je pa res, da sta vera in prepričanje osebni okoliščini, ki sta poleg drugih, nekaterih tudi taksativno navedenih osebnih okoliščin, na primer invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta in tako naprej, izrecno v pravu varovani. Tukaj bi posebej poudarila, da pravo med osebnimi okoliščinami, ki so pravno varovane, ne razlikuje in med njimi ni hierarhije. Torej, vse osebne okoliščine uživajo enako pravno varstvo. Poenostavljeno to pomeni, da posameznik zaradi nobene svoje osebne okoliščine ne sme biti neupravičeno slabše obravnavan ali prikrajšan. Zdaj, kot ste že tudi omenili, Ustava Republike Slovenije zagotavlja svobodo vesti in prepoveduje diskriminacijo zaradi vere, političnega ali drugega prepričanja. Zdaj, v tem kontekstu je pojem prepričanja, bi lahko rekli, nekoliko širši od vere in lahko zajema različna svetovnonazorska, etična in pa moralna prepričanja. To pa ne pomeni, da je pravno varovano vsako osebno mnenje, ideja, življenjska izbira ali preferenca posameznika. Zdaj, ko pri zagovorniku tehtamo, ali ima neko prepričanje v bistvu ali uživa pravno varstvo, se v celoti naslanjamo na pravno prakso slovenskih in pač tujih sodišč. Tukaj je kar precej odločitev tudi strani Evropskega sodišča za človekove pravice, ki se je do tega vprašanja v preteklosti že večkrat opredelilo in je že izoblikovalo dokaj jasna merila, kdaj je prepričanje pravno varovano. Pravno varstvo uživajo tista prepričanja, ki dosegajo določeno stopnjo prepričljivosti, resnosti, konsistentnosti, kohezivnosti in so pomembna, v nekem pomembnem vprašanju človeka govorijo. Torej, govorimo o tako imenovanem koherentnem prepričanju. Morda pa zdaj za zaključek, torej bistvo je, da pravo varuje posameznika ali ne glede na to, ali veruje, ali ne veruje, ali ima drugo varovano svetovno nadzorsko prepričanje, to pa zato, ker je svoboda vere oziroma vesti vključuje tudi pravico, torej, da posameznik nima verskega prepričanja. Če smem, to je zelo pomembno pri tej naši debati in tudi nasploh. Religijska svoboda je kompleksna kategorija in vključuje seveda pozitivni in negativni vidik. Skratka, vsak pomeni, da vsak lahko ima svoje religijsko prepričanje zasebno in tudi javno.
samostojno in tudi v skupini in lahko to izraža. Ne. Zelo pomemben del religijske svobode pa je tudi to, da nikomur ni treba tega svojega prepričanja bodi si razglašati, bodi si nam sploh kakorkoli se o njem pogovarjati, nišče ga ne sme o tem spraševati, oziroma lahko ga sprašuje, ampak mu ni treba odgovoriti. Saj veste, ko smo še imeli popise prebivalstva, je bila to ena izmed dveh kategorij, na katere nam ni bilo treba odgovoriti, ker bi to lahko kršilo individualno religijsko svobodo. Ne? Skratka, in zelo pomembno, religijska svoboda ščiti tudi nereligiozna razumevanja sveta, nereligiozne poglede na svet. Ja? Tudi ateizem spada pod varovano kategorijo religijske svobode. Ja? Ko govorimo o tem, kako je ateizem zlo in se je treba proti njemu boriti, je mogoče dobro to imeti v mislih. Ja? Tako da to je zelo pomembno. Sodišča zmeraj znova presojajo, kaj spada pod to kategorijo prepričanja. Dve sta, mednarodne konvencije govorijo o svobodi religije in prepričanja. Religion and belief. Mi smo to prevedli, mislim, da je rahlo problematično in nezadostno za svoboda vere in prepričanj, ker je pač religija več kot zgolj vera, je vera samo ena iz dimenzij, zato tukaj se nahaja problem, ampak ne bi zdaj šli v to globoko, ampak ta pomemben del je, da ta drugi del, svoboda religije ali prepričanj, eksplicitno vključuje ta prepričanja, vključujejo tudi druga konsistentna, seveda svetovno-nazorska resna prepričanja, o katerih pa sodišča zmeraj znova presojajo, ali spada nekaj noter ali ne. Imeli smo ne tako daleč nazaj to poznano odločbo Evropskega sodišča za človekove pravice glede veganstva, kjer je veganstvo eksplicitno opredelilo za takšno prepričanje. Tako da v tej naši debati, ko smo že začeli o tem zelo upravičeno opozarjati na to, kako pomembno je, da smo natančni, precizni pri uporabah kategorij, konceptov, terminov, še posebej, kako je za pravne termine, in da ni vse diskriminacija, kar se komu zdi že na prvi pogled, pa vendarle bi tukaj se mi zdelo zelo pomembno dodati, da ni treba, da je nekaj tudi pravno, formalno prepoznano kot diskriminacija, pa da že omejuje posameznikovo ali pa skupinsko religijsko svobodo. Ja? Ni ključno vprašanje o tej naši temi, ko govorimo. Ali je nekaj prepoznano za res pravno kot diskriminacija, lahko je kaj, kar ni pravno diskriminacija, pa že posega v religijsko svobodo in je tudi to treba vzeti resno in potem tehtati. Tehtanje je pravni koncept oziroma pravna metoda, kako to počnemo. Skratka, to se mi je zdelo pri tem zelo dobrodošlem pravnem kontekstu, ki ga je gospa Štir tako koncizno in strnjeno uspela predstaviti, se mi je zdelo pomembno. Ja, hvala. No in zdaj v tem nadaljevanju naše razprave gremo na bolj konkretno temo, ki je bila že pravzaprav res večkrat omenjena. Torej, kot že omenjeno, zagovornik je Ustavnemu sodišču poslal zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti ureditve šolske prehrane v javno-vzgojno-izobraževalnih zavodih. Zdaj najprej dajem besedo kolegici Sergeju Štir, če lahko prosim na kratko povzamete, kaj je bistvo zahteve in zakaj se je zagovornik sploh odločil zanjo in ali bi zagotovitev razumnih prilagoditev šolske prehrane kakorkoli lahko posegla v pravice tistih, ki teh prilagoditev sicer ne potrebujejo. In kako je v tem kontekstu morda še z vegetarijanstvom in veganstvom, nekaj, kot že omenjeno, je o tem že mednarodne in tudi zagovornikove prakse. Hvala za vprašanja. Za vložitev zahteve za oceno ustavnosti smo se odločili predvsem zato, ker so se v preteklih letih na nas obračali številni starši, ko šole oziroma vrtci njihovim otrokom niso bili pripravljeni prilagoditi prehrane, torej njihovi veroizpovedi ali pa drugemu svetovno-nazorskemu prepričanju. Zdaj sprva smo to skušali reševati s tako imenovanimi bolj mehkimi pristopi. To pomeni, da smo se s starši pogovorili, jim svetovali, da se obrnejo na šolo oziroma vrtec, ki ga obiskuje njihov otrok in skušajo pač sporazumno rešiti zadevo oziroma doseči nek dogovor, ki bo sprejemljiv za obe strani.
V nekaterih primerih nam je to uspelo, ampak še vedno pač so se pojavljali novi starši, novi javni zavodi, ki pač takih prilagoditev niso bili pripravljeni zagotoviti. Zato smo se odločili v bistvu za eno tako bolj sistemsko orodje, da na pristojno ministrstvo, danes je to Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino, naslovimo kar 2 priporočili, ki sta naslavljali to tematiko. Zdaj ugotavljamo, da pristojno ministrstvo zaenkrat še ni pristopilo k reševanju problematike in torej obstoječ sistem smatra za ustrezen. Kljub vsem tem aktivnostim in potem, ko so se še vedno na nas obračali, bom rekla, kar številni starši, se je pokazalo, da je pa v bistvu da je to neka problematika, ki ostaja odprta, da ne gre zgolj za posamezne primere, da gre za ponavljajočo se sistemsko problematiko, ki zadeva kar večjo skupino ljudi. In zato, ker ni ustrezne zakonske ureditve, prihaja do različnih praks posameznih šol in s tem tudi do različne ravni varstva ustavno varovanih pravic otrok in njihovih staršev. In to je bil pravzaprav ta ključni razlog, da smo se odločili, da vložimo zahtevo na Ustavno sodišče. Zdaj, bistvo te zahteve je, da je država šolsko prehrano uredila kot del vzgojno-izobraževalne dejavnosti in kot zakonsko pravico učencev, pa kljub temu imamo številne učence, ki zaradi svoje vere oziroma varovanega prepričanja te hrane pod enakimi pogoji pač ne morejo koristiti. To pomeni, da pač ostanejo brez obroka, da ostanejo pač lačni. Zdaj, zakon prilagoditev zaradi vere ali pa drugega prepričanja sploh ne ureja, medtem ko pa smernice za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih celo izrecno določajo, da zavodi niso dolžni izvajati individualnih zahtev po prehrani, ki niso medicinsko indicirane. Naj samo povem, da so v bistvu smernice obvezne za uporabo v vseh javnih zavodih s področja šolstva in da imajo naravo podzakonskega predpisa. Zagovornik je potem tako ugotovil, da so po trenutno veljavni zakonodaji v bistvu ustrezne prilagoditve zagotovljene samo otrokom, ki hrane ne morejo uživati iz nekih zdravstvenih razlogov, in da bi morala biti podobna pravna ureditev v bistvu pod določenimi pogoji zagotovljena tudi učencem, ki šolske prehrane ne morejo uživati zaradi drugih pravno varovanih osebnih okoliščin, kamor spadata tudi vera in pa pravno varovano pač prepričanje. Čemur pa ni tako, In tukaj se kaže po oceni zagovornika to neskladje v bistvu z Ustavo Republike Slovenije, Jaz bi rada posebej poudarila, da zagovornik ne zahteva ali pa ne pričakuje, da bi morale šole ugoditi vsaki individualni prehranski želji, Mislimo pa, da bi mogla država jasno in enotno urediti, kdaj in pod kakšnimi pogoji je prilagoditev dopustna. Seveda je treba tukaj vedno slediti največji koristi otroka. In pa kdo o takšnih zadevah odloča in kako se pri tem upoštevajo zdravstveni, strokovni, organizacijski in finančni vidiki. Danes teh meril in postopkov sploh ni. In zato je položaj v bistvu otroka odvisen od tega, v katero šolo ali pa v vrtec je vpisan oziroma jo obiskuje in po domače povedano pravzaprav od dobre volje pač tega javnega zavoda, a bo tako prehrano zagotovil oziroma staršem prišel nasproti, kot rečemo, ali ne. Take prilagoditve same po sebi ne posegajo v pravice drugih otrok, ki pač takšne prilagoditve ne potrebuje, zaradi nje ni za nič prikrajšan. Poleg tega pa tudi ni nujno, da gre za neke zahtevne individualne jedilnike. Zdaj, ko smo pripravljali to zahtevo za oceno ustavnosti, smo videli, da so nekatere šole že pripravljene v bistvu pač nadomeščati obroke, prilagajati obroke in da jim to pa ne povzroča pravzaprav nobenih večjih težav. Zdaj, ker ste omenili vegetarijanstvo in veganstvo, naj sicer pač povem, da predmet zahteve ni bil prav v bistvu osredotočenost na vegetarijanstvo ali veganstvo kot tako, ampak na prehranjevanje, ki izhaja iz vere ali drugega ustavno varovanega prepričanja, kar je pa pomembna razlika, zato ker vsaka prehranska izbira, kot sem že omenila, še ni pravno varovano prepričanje. Gotovo pa bi lahko šlo pri etičnem veganstvu za pravno varovano prepričanje, ampak tukaj bi pa tudi opozorila, da obstoj
osebne okoliščine oziroma pravno varovanega prepričanja pri določenem otroku še ne pomeni avtomatizma, torej da mu je treba zagotoviti pač prilagojen obrok, ampak je pravzaprav prvi korak, ki bi narekoval nadaljnjo presojo glede morebitne prilagoditve prehrane. Tukaj bi potem tehtali v bistvu, kako bi te, bom rekla, zahteve ali bodisi verske ali bodisi zahteve ali pa omejitve, ki izhajajo iz varovanega prepričanja, kako bi to vplivalo v bistvu na korist otroka, v luči največje koristi otroka, na njegovo zdravje, bi bilo to mogoče v njegovo škodo, tudi glede na pravzaprav na otrokovo starost in pač fazo razvoja in pa potem druge tudi strokovne, organizacijske, finančne in pa druge objektivne okoliščine posameznega primera. Zdaj, če nekako zaključim, ta del je to, da cilj zagovornika ni neomejeno prilagajanje jedilnikov, ampak jasna pravna ureditev, ki bo omogočala enako varstvo pravic, se pravi, ne sme biti pomembno, v katerem delu Slovenije ali pa v katerem javnem zavodu je otrok vključen, in hkrati tudi v bistvu upoštevala realne možnosti vzgojno-izobraževalnih zavodov, ne. To je pa tudi pač potrebno upoštevati in tega se zavedamo, ne, da nekih avtomatizmov pač ni. Okay. Če nadaljujemo, na to temo je bil pomemben del kritičnih komentarjev posameznikov na družbenih omrežjih o zagovornikovi zahtevi za presojo ustavnosti tudi na temo že omenjene ustavnega načela ločenosti cerkve od države. Obenem pa imajo po ustavi starši pravico, da v skladu s svojim prepričanjem zagotavljajo svojim otrokom versko in moralno vzgojo. Magistrica Porič in magister Godina, kako gledate na to, oziroma drugače bi bile prilagoditve šolske prehrane po vašem poseg v ustavno načelo ločenosti države in verskih skupnosti? In še zraven bistveno vprašanje pravzaprav, ne, kakšne pa so te vaše versko pogojene zapovedi glede prehrane, kako pomembno je to spoštovanje, sprašujem zato, da tudi v tem pogovoru damo priložnost bolje razumeti medverske razlike. Magistrica Porič. Če ponovimo še enkrat, torej v islamu je prehranska norma zelo pomemben del verske prakse. Seveda najbolj znana je prepoved svinjine in uživanje alkohola in seveda tudi izdelkov, ki vsebujejo tako svinjino in tudi sam alkohol, ne. Tako da sta nekako potem ta prepoved svinjine in alkohola tudi najbolj splošno prepoznavnih islamskih prehranskih norm in kot je bilo že omenjeno, ampak očitno nikoli dovolj. Ponovno ponavljam, da definitivno v tem pogledu ne gre za nikakršno osebno kaprico ali pa to, da nek otrok enostavno tega nekega prehranskega izdelka, ki vsebuje svinjino ali alkohol, enostavno ne mara, ampak pravzaprav gre za to, da je ta prepoved uživanja svinjine in alkohola del njegove religijske identitete. Zato pač enostavno osebno menim, da nikakor ne gre glede vprašanja prehrane, seveda, ko govorimo, pravzaprav ne posegamo v to ustavno načelo ločenosti države in cerkve. Zdaj, zakaj? V tem nekem raziskovanju, tudi v islamski skupnosti smo v zadnjih 2 letih zelo veliko in raziskovali in brali in pravzaprav tudi spraševali kolege v drugih evropskih državah, kjer je, če samo na hitro omenim, jim je bilo to tako čudno vprašanje, ker na koncu sploh niso znali, kaj nam odgovorijo, zato ker je ureditev prehrane v drugih evropskih državah nekaj popolnoma samoumevnega. Da v določenih, na primer na Švedskem ali pa tudi na Finskem, imajo določene šole izrecno podčrtano, da staršem ni potrebno prijavljati in dodatno obveščati šolo, da otrok ne je svinjine.
Očitno so to z razlogom naredili, ne, ker so starši vseeno pritiskali na to. Vendar pomembno se mi zdi tukaj spomniti še na eno dosedanjo ustavno-sodno prakso. Namreč Ustavno sodišče Republike Slovenije je enkrat že presojalo več določb zakona o verski svobodi, to je bilo leta 2010. In bom kar citirala, ker to je kar občutljivo besedilo in ne bi rada parafrazirala. In sicer je takrat povedalo, in to bi lahko nekako preslikali tudi na ta primer glede prehrane, da mora država v okoliščinah, v katerih sama pomembno določa življenjski položaj posameznika in je zaradi tega njegovo izvrševanje verske svobode oteženo, v določenih primerih pravzaprav aktivno blažiti. In med konkretnimi primeri je pravzaprav navedlo tudi zagotavljanje ustrezne prehrane. Seveda potem v nadaljevanju besedila se tukaj bolj ali manj omenjajo položaj posameznika, vkolikor je v zaporu, tako vkolikor je v bolnišnici ali v vojski. In nekakor ne želim povedati, da je mogoče položaj učenca lahko popolnoma in možno enačiti s tem položajem, ampak v veliki meri ja. Zakaj? Zato, ker je osnovnošolsko izobraževanje je zakonsko obvezno. Torej otrok je pravzaprav del sistema, ki ga organizira država in vključen je pravzaprav v ta sistem na podlagi zakonske obveznosti. In zato se mi zdi nekako popolnoma tudi legitimno vprašanje, ali ima država, seveda, ki organizira pogoje njegovega življenja, v tem primeru seveda v šoli, tudi določeno pozitivno obveznost, da mu pač v seveda razumnih okvirih omogoči pogoje v skladu z njegovim verskim prepričanjem. Dovolite samo še eno zadevo, da poudarim, kar se nam zdi v vseh teh debatah, ki nekako potekajo glede te tematike. Velikokrat slišimo očitek, da želimo nekako, da se svinjina v šolah ukine. Islamska skupnost nikoli ni pravzaprav to zahtevala, da svinjino popolnoma ukinemo. Kljub temu, da vemo, kakšno je mnenje prehranskih strokovnjakov glede te vrste mesa. Hkrati pa smo se pa mi v celotni komunikacijski kampanji, tudi tekom zadnjih 2 let, zavestno izogibali besedi halal. Vendar ljudje zelo hitro, tudi tisti, od katerih mogoče to ne pričakujemo, posplošujejo zadeve in pravzaprav si predstavljajo, da mi zdaj pričakujemo in tudi želimo in tudi zahtevamo, da to postanejo šolske halal kuhinje. To nikoli pravzaprav nismo zahtevali. Stvar je veliko bolj enostavna, tako da smo vedno izpostavljali, da vkolikor sledimo dosledno smernice zdravega prehranjevanja, ki je, kot smo slišali, so za šole obvezujoče in je to že popolnoma dovolj. Za nas je bilo to dovolj in menimo tudi, vkolikor bi se dejansko vse šole držale do te ustavne pravzaprav presoje, sploh pravzaprav ne bi bilo potrebno vlagati. Zato pravzaprav zahtevo zagovornika načela enakosti za ustavno presojo razumemo kot zelo pomemben in tudi dobrodošel korak temu, da končno pravzaprav dobimo nek odgovor na vprašanje. Mi v tem primeru seveda zaupamo sodstvu, verjamemo seveda, da bo sledilo neko svojo dosedanjo ustavno sodno prakso in seveda, da bo sledilo tudi pozitivne primere iz tujine, ki so celo Francija, kateri je Slovenija po ustavni ureditvi še nekako najbolj podobna, ima pravzaprav to vprašanje zelo dobro rešeno. Bi pa mogoče omenila samo še eno zadevo, če pogledamo na primer to 100-letno institucionalno prisotnost islamske skupnosti na slovenskih tleh, sta na primer za položaj muslimanov pomembna 2 simbolna trenutka, ko se je oziroma se bo pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije odprlo zelo konkretno vprašanje uresničevanja verske svobode. To je bilo leta 2004, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije presojalo glede vprašanja džamije in danes leta 2026, ko presoja o vprašanju šolske prehrane. Takrat je bilo to pravzaprav vprašanje, ali imamo kot muslimani pravico do vidnega objekta, pravzaprav, če zelo poenostavimo, ali imamo pravico do ustavne pravice. In danes je pa to vprašanje, bom rekla, nekako bolj vsakdanje, ampak zato nič manj ustavno, ali lahko pravzaprav otrok živi svojo vero tudi pri tako običajnem
dejanju, kot je pravzaprav šolsko kosilo. Tako da vsi tisti, pravzaprav, ki religijo razumejo samo kot neko notranje prepričanje, verjamem, da težko razumejo, zakaj je pravzaprav vprašanje prehrane tako zelo pomembno, kajti religija se ne samo veruje, ampak se tudi živi. In to je zelo pomembno vedeti in razumeti, in prehranjevanje je pravzaprav pri številnih religijskih tradicijah pomembno ravno iz tega razloga. Magister Godina, podobno vprašanje, tudi vaša vera pozna prehranske zapovedi, in še vprašanje, kakšne so te zapovedi, kako vi vidite vprašanje urejenosti šolske prehrane ta trenutek in kaj je zdaj z vprašanjem, ali bi prilagoditve šolske prehrane zaradi vere kakorkoli posegle v ločenost cerkve od države. Na podlagi svetopisemskih zapisov, ki jih adventisti sprejemamo kot merodajne za naše prepričanje in pa seveda tudi življenjski slog, mislim, da je to res izjemno pomembno poudariti. Pri religiji, pri veri ne gre samo za neko intelektualno prepričanje, ampak gre za način življenja, za nekaj, kar živimo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ne samo ob nekih določenih trenutkih. Torej sledimo tem navodilom, ki jih najdemo v Svetem pismu, in zato spodbujamo seveda v prvi vrsti uravnotežen, zdrav način prehranjevanja, ker menimo, da je izjemnega pomena in pa tudi vpliva za človekovo dojemanje in pa doživljanje duhovnosti same. V naši verski skupnosti torej spodbujamo v tej smeri predvsem brezmesno prehrano, ki pa ni zapovedana, to bi rad poudaril. Kadar pa gre za uživanje določenih vrst mesa, nekaterih seveda ne uživamo skladno z navodili, ki jih najdemo zapisana v recimo Mojzesovih knjigah. Tukaj so, bom rekel, naša stališča in razumevanja zelo podobna muslimanskim, kar smo slišali, torej ne uživamo svinjine, alkohola, drugih nekih vrst mesa, ravno tako tudi judovskim prepričanjem, tako da tukaj ne gre za neke posebnosti ali pa res kaprice, ki bi jih zdaj nekdo imel in poskušal izpostaviti vsako zahtevo kot enako merodajno ali pa nekaj, kar je treba spoštovati. Prehrana je, mislim, da v vseh religijah ali pa vsaj veliki večini religij izjemno pomemben element, ki ga ne moremo ločiti od ostalih prepričanj, ki jih imamo, in pa tudi življenjskega sloga kot takega. Tako da tudi mi se soočamo z izzivi pri reševanju vprašanj šolske prehrane. Ja, v nekaterih ustanovah je to lažje rešljivo, resnično ljudje pridejo naproti, kot smo že slišali, drugih pa ne. Torej, izključno se nekako sklicujejo pri tem na, če ni medicinskega razloga, potem ne moremo upoštevati teh prepričanj. Kar seveda postavlja, bom rekel, vse v en zelo neprijeten položaj. Da rečem, tudi zdravnike, komor bi nekdo prišel in poskušal to predstaviti kot neko medicinsko razlago, svojega, gre za eno neiskrenost pri vsem tem in mislim, da je veliko bolj jasno, transparentno, odprto, preprosto reči zaradi svojih verskih prepričanj, verovanja, pač določenih vrst prehrane ne uživam in to je to. S tem ne odrekam pravice nikomur drugemu, da uživa tisto, kar želi. In kot je bilo rečeno, mislim, da ne gre za to, da zdaj morajo pa vsi jesti isto vrsto hrane ali pa se vsi prilagoditi enemu pričakovanju na tem področju. Tako da mislim, da več razumevanja, zakaj pravzaprav gre, kakšna je pomembnost vprašanja prehrane, lahko tukaj samo koristi pri iskanju rešitev. In kot je bilo omenjeno, nikakor to ne razumemo kot poseganje na področje ločenosti vere in pa, da rečem, države kot take. Mislim, da tisto, kar je potrebno poudariti, je, da ko govorimo o ločenosti države in pa verskih skupnosti, to predvsem ne pomeni, da mora država vero ignorirati. Torej, ne gre za to, gre predvsem pa za to, da država med različnimi verskimi prepričanji torej ne izbira svojega favorita, ne
prilagaja ali pa na drugi strani ne vsiljuje enega prepričanja ostalim drugače verujočim ali pa ljudem z drugimi prepričanji. Tako da menimo, da razumna prilagoditev na področju prehrane seveda omogoči otroku, recimo, da ni postavljen v nek slabši položaj, ne gre pa za nekakšen privilegij določene vere ali pa verskega prepričanja. In rad bi poudaril to, da resnično ne gre za pričakovanje, da javna ustanova izpolni vsako individualno zahtevo, ne glede na stroške ali pa praktične možnosti. Kot je že bilo rečeno, govorimo o nekih razumnih in pa izvedljivih prilagoditvah, ki dejansko bi olajšale izpovedovanje vere ali pa življenje v skladu z verskimi prepričanji mnogim. Ja, ker je treba najbrž v osnovi zelo striktno ločiti med prehranskim okusom, ki se, vemo, spreminja z leti zaradi različnih razlogov pri posamezniku, to je stvar torej neke preference, želje, izbire, medtem ko danes govorimo o versko zapovedani vrsti prehranjevanja. In še dr. Erniša, vaša evangeličanska vera torej ne zapoveduje posebnih prehranskih omejitev in me zato še posebej zanima, kako pa vi vidite to vprašanje, ali se vam zdi, da bi, če bi v tej državi omogočili versko pogojene prilagoditve šolske prehrane, bil kdorkoli drug na slabšem, ali bi šlo za poseg v pravice tistih, ki verujejo drugače, verujete drugače ali pa sploh ne, oziroma ali bi šlo lahko za poseg v načelo sekularnosti. Torej, vaše videnje kot predstavnika verske skupnosti, ki mu je verjetno ta sistem kot je ta trenutek tudi sprejemljiv, pa vendar. Hvala za vprašanje. Jaz bi najprej tukaj poudaril dve stvari. Najprej je jasno je potrebno ločiti ločenost države in verskih skupnosti in versko svobodo. Namreč ločenost države in verskih skupnosti po mojem ali pa evangeličanskem načinu razumevanja ne pomeni, da mora država religijo odstraniti iz javnega prostora. Pomeni predvsem, da država ni verska skupnost in da nobena verska skupnost nima nadvlado nad državo. Torej, ne določa verska skupnost, kako bo ena država funkcionirala. Hkrati pa mora država zagotoviti, da lahko človek svojo svobodo, versko svobodo, živi. Če se vrnem na vaše vprašanje. Res je, v evangeličansko-luteranski cerkvi, naši teologiji, hrana ni nekaj, kar bi dejansko določalo odnos med človekom in Bogom. Jezus sam reče, če sem lahko malo bolj teološki, ni tisto, kar omadežuje človeka, kar on vzame v sebe, ampak tisto, kar prihaja iz njega ven. Tako da to je pač po evangeličanski tradiciji en nauk, ko hrana ni tisto, kar bi določalo moj odnos med mano in Bogom. Ampak to na drugi strani ne pomeni, da če evangeličanka nima teh predpisov, da me drugi ne zanimajo. Zelo pomembno je, kako verski voditelji se pogovarjajo s svojimi vernicami, verniki, kako jim razlagajo. Mi govorimo velikokrat o strpnosti, toleranci. Zelo sem vesel, da verske skupnosti smo prešli malo na drug nivo, to pomeni, da se spoznavamo, da postajamo prijatelji, smo prijatelji, da smo lahko bolj odprti, bolj konkretni in na tak način dejansko eden drugega malo bolj razumemo. Razumemo, zakaj je tebi to pomembno, zakaj je meni to pomembno in to v sodobni družbi je ključnega pomena. Vsej govorim za ta del sveta. Pomembno je, da si mi sami določimo, kakšna družba želimo biti.
Jaz sem prepričan, da, tako kot sta moja sogovornika rekla, tukaj ne gre za neke kaprice, tukaj gre za nekaj, kar si človek, kar je njegova vera, kar vpliva na njegov odnos do Boga. Tako da jaz sem zagovornik tega, da moramo biti ljudje dialoga, strpnosti, in mislim, da da so to tako rešljive stvari, o katerih se zdaj pogovarjamo, ki ne bi vplivale na nobenega. Stvar današnjem svetu in tem prehranskem svetu, v katerega Sloveniji to različnost uživamo, si upam trditi, da noben ne bi bil prikrajšan, če bi imel na izbiro. Tako da se mi zdi zelo pomembno, zagotovo, da se poslušamo, da se pogovarjamo in da konkretne stvari rešujemo. Hvala. In če še nadaljujemo in naj zdaj za uvod v vprašanje dr. Črniču povzamem pa še en podatek iz ene naše posebne raziskave, ki smo jo opravili leta 2024, kjer smo pa proučevali tudi malce ta odnos javnosti do vprašanj prehranskih prilagoditev in različnih prepričanj oziroma ver. No, tam smo pa recimo naleteli na podatek, da prebivalci Slovenije v večjem delu, že govorimo o reprezentativni raziskavi, javnomnenjski, torej da prebivalci Slovenije v večjem deležu podpirajo prehranske prilagoditve zaradi vegetarijanstva ali veganstva kot zaradi vere. To je 2 leti star podatek, tako da predvidevam, da se ni bistveno spremenilo. In torej je pomemben delež slovenske populacije izrazil večje strinjanje s prilagoditvami za zaposlene v podjetjih kot glede prilagoditev v vrtcih in šolah, kar je mogoče še na prvi pogled relativno enostavno razložiti, gre za otroke, gre za odrasle, samostojno odločanje ne moremo. Ampak zanimiv je predvsem ta odnos, ki je bolj strpen ali pa bolj odprt do vegetarijanstva in veganstva. Dr. Črnič, vi se raziskovalno ukvarjate tudi z vegetarijanstvom in veganstvom, torej kako komentirate to razliko v naklonjenosti javnega mnenja in bi bila sprejemljivost versko prilagojenih prilagoditev šolske prehrane večja, če bi, kar danes že počnemo, dobršen del tega pogovora, bolje razumeli pomen versko prilagojenih načinov prehranjevanja. Več vprašanj ste mi skrili v tega enega in zelo malo časa imamo za to, ampak bom poskusil po svojih skromnih močeh. Tile vaši rezultati so zanimivi in so povedni, ampak bi jih bilo potrebno še preverjati in potrjevati, ker večina mednarodnih raziskav o percepciji, se pravi o družbenih in kulturnih vidikih vegetarijanstva, veganstva in drugih alternativnih načinov prehranjevanja, s čimer se jaz kot družboslovec ukvarjam, ne kaže tovrstnih rezultatov. Tako da bi bilo fajn, če bi uspeli to še kdaj ponoviti, pri nas pa potrditi, mogoče se kaj dogaja, ampak jaz tega ne vidim na ta način. Je nekaj hipotez, zakaj je mogoče nekateri izražajo večjo naklonjenost tovrstnim prilagoditvam, kot pa tistim prilagoditvam, ki so religijsko utemeljene. Še posebej, ko gre seveda za konkreten primer, ker tukaj se pogovarjamo zares o nekih prošnjah in pričakovanjih islamske skupnosti. Ne pozabimo tega. Imamo slona v sobi, ki ga je nujno zares nagovoriti. To je 1000 let stara zgodba, kontroverzen odnos, napet odnos med zahodnimi kulturami in islamskimi kulturami, zgodba, ki se po simbolnem vstopu v naše stoletje in tisočletje 11. septembra 2001 še poglobi, kot takratna ameriška administracija, ki je pod močnim vplivom ameriških fundamentalističnih kristjanov, potisne cel svet v svetovno vojno proti terorizmu, v kateri se praktično terorizem enači z islamom in tako naprej in tako naprej. Skratka, islamofobija je zelo, zelo pomemben del našega časa in našega življenja in to vprašanje pač se žal odraža
se to odraža skozi to vprašanje ves čas. Jaz se ne bi mogel bolj strinjati z gospodom Ernišo, ki pravi, da so te stvari rešljive, da so to rešljivi problemi. To konkretno zadevo, ki jo imamo na mizi, na katero opozarja islamska skupnost zadnjih nekaj let, je seveda kompleksna, ni čisto preprosta. Šolski sistem je velik sistem, slovenski šolski sistem je pod velikimi pritiski. Slovenski šolski sistem je podhranjen, finančno je podhranjen in kadrovsko je podhranjen. To moramo upoštevati, razumeti. Fino bi bilo, če bi razumeli to tudi odločevalci in ustrezno ukrepali, pa se zadnja leta nič ne vidi, da bi se to dogajalo. Ampak tudi, ko govorimo o tem vprašanju. Ampak, ugotovili smo že danes, da skratka, tukaj ne gre za kaprice, za posamezne kaprice ali pa kaprice majhnih skupin, ampak da gre za človekovo pravico, ki jo zagotavlja slovenska ustava in ki jo zagotavljajo mednarodne konvencije. Prehranske zapovedi so lahko za nekatere pripadnike nekaterih religij so del njihove človekove pravice. Lahko niso. Za mnogi niso. Za mnoge muslimane ni tako zelo pomembno. Lahko pa so. In kadar so, je to del človekove pravice in človekova pravica pač je ustavno varovana, zato se državne institucije morajo s tem na nek način ukvarjati. Na nek način smo rekli. Danes smo lepo, veliko stvari smo že razgrnili in tako naprej. Islamska skupnost ne zahteva od slovenske države, da vsem otrokom v šolah ponudi tudi hrano po predpisih halal. To so neki malo bolj natančni predpisi, religiozni. Tudi druge religije jo poznajo. Judi bi pač temu rekli košer, malo drugače pa podobno in tako naprej in tako naprej. Skratka, slovenska islamska skupnost je tukaj zelo, kako bi človek rekel, benevolentna, zelo skromna. Pričakuje samo, da če bi le lahko, da bi otroci, tisti, ki to želijo in njihovi starši to izrazijo, dobili obrok brez svinjine. Obrok brez svinjine. To je malo bolj preprosto, kot pa zagotoviti polnovredni veganski obrok za otroke. Tam že imamo malo več težav in je tam bolj legitimno vprašanje, tukaj gre za razumno prilagoditev, kot je pravna dikcija. Ali lahko država zahteva od vseh svojih šol, da se razumno prilagodi na ta način, da otrokom, ki to želijo, zagotovi polnovredno vegansko hrano. Ne vem, jaz tega ne vem. Upamo, da bo tudi v tem, kaj je reklo Ustavno sodišče tokrat. Zato se mi zdi tako zelo dragocena ta pobuda. Glede na to, da je Evropsko sodišče za človekove pravice že priznalo veganstvo kot enega od teh ustavno varovanih oziroma pač zakonsko varovanih, tudi po mednarodni deklaraciji o človekovih pravicah varovanih, prepričanih, mislim, da do neke mere bi pač tukaj morala se vsaka država prilagoditi. Ampak ko pa govorimo o tej prošnji islamske skupnosti, da samo dobijo otroci lahko prehrano brez svinjine, pa je tukaj se, kot sem rekel, globoko strinjam z to mislijo, da je ta problem preprost. Jaz se opravičujem, ampak ne prepričajo me. Nekaj let se že o tem pogovarjamo in niti malo me ne prepričajo tiste trditve, ki prihajajo tudi iz šolskega sistema, da to, da lahko neka skupina otrok dobi vsak dan prehrano brez svinjine, terja dodatne resurse. Popravite me, ampak jaz, kje se motim, nisem še slišal dobrega argumenta, zakaj bi to stalo več. Zakaj bi to stalo več, zakaj bi potrebovali več ljudi za to in tako naprej in tako naprej. Še več kot to. Islamska skupnost je večkrat, zmeraj znova, ponovila še nekaj drugega. Ponovila je to, da bi bili zadovoljni že s tem, če bi se šole držale teh danes že omenjenih smernic o zdravi prehrani, ki mislim, da v njih stoji priporočilo, da se rdeče meso uživa največ 4-krat mesečno. Rdeče meso je tudi govedina, svinjina in tako naprej. Kratka, muslimani pravijo, če bi 2-krat na mesec dobili naši otroci meso, bomo preživeli tudi takrat na mesto s tistim zrezkom, pa tudi s kruhom in jabolkom. Situacija na terenu je radikalno drugačna. Več kot polovica slovenskih šol to kvoto v enem tednu izpolni in tako naprej. Kratka, govorimo o neki zelo benevolentno postavljeni prošnji in opozorilu, če bi lahko se šole minimalno prilagajale temu. Zaenkrat šolski sistem naš žal na to sistemsko ni reagiral.
Pa bi bilo dobro, da bi, in zato se mi zdi ta ustavna odločba, ta presoja, ki je pred ustavnim sodiščem, tako zelo pomembna. Še ena zakonska podrobnost je tukaj, ki postaje pomembna. Večkrat sem v zadnjih letih slišal argument strani različnih deležnikov v šolstvu, da je pač prehrana nekaj, česar šole niso obvezne ponujati in da je to njihov na nek način neka dobra volja in da zato, zato to pač že ne more biti diskriminacija in tako naprej. Že prej je bilo to seveda vprašljivo, so bili argumenti proti temu, ki so meni zveneli, osebno so mi zveneli kar prepričljivo, ampak z naslednjim letom, s 1. septembrom 2027, čez eno leto, pa ta argument zagotovo ne bo več zdržal, ker takrat začne veljati zakon, mislim, da se mu reče zakon o spremembi zakona o šolski prehrani, ki nalaga slovenski državi, slovenskim šolam, da vsem otrokom zagotovijo brezplačen obrok. Ja? Tukaj potem skratka, je jasno, da gre za pravico. Skratka, mislim, da govorimo v praksi, v tem trenutku o nekem problemu, ki je rešljiv, brez drastičnih posegov. Mislim, da razumna prilagoditev tukaj je absolutno možna, vsaj ko gre pri zagotavljanju obrokov brez svinjine. Kako je z zagotavljanjem polnovrednih veganskih obrokov, tega ne vem, ne bi znal presoditi, ampak vprašanje pa je zelo legitimno. In mislim, da zadržek, da tega še nismo rešili že zdavnaj in da se o tem zmeraj znova pogovarjamo, ni praktične narave. Jaz mislim, da se tukaj zadaj skriva marsikaj drugega, mislim, da se skrivajo predsodki, mislim, da se skrivajo da se skriva in islamofobija in še marsikaj drugega. In da so zato to tako pomembne teme, ki presegajo zgolj vprašanje pravic otrok in njihovih staršev v tem, da lahko v šoli dobijo obrok, ki je v skladu z njihovim življenjskim pogledom, z njihovim svetovnim nazorom ali ne, ampak je to eno od teh temeljnih vprašanj, ki govori o tem, kakšna družba si želimo biti, kot je rekel gospod Erniša prej. Se moramo zmeniti, kakšna družba želimo biti. Mi smo se to zmenili. Vsaka družba, ne vsaka, ampak večina družb ima to zapisano v ustavah. Mi imamo ustavo in tam te stvari pišejo. In zato to se mi zdi prava pot, skratka. Ni prava pot, Jelena, danes ste omenili, skratka, že komentarje, ki ste jih bili deležni na družbenih omrežjih, popolnoma razumem, zakaj ste to omenili, ker je to boleče in to postaje zmeraj bolj boleče, to je ena od značilnosti našega časa. Ampak niso ti komentarji na družbenih omrežjih anonimni ali pa tudi neanonimni in tako naprej tisti, ki so merodajni. Merodajna je slovenska ustava, tam smo se dogovorili, v kakšni družbi želimo živeti. In zato je tako pomembno, da ustavno sodišče zdaj odloči tukaj. Da to drži, je ustavno sodišče že enkrat odločilo. Gospa Porič je omenila ustavno odločbo iz leta 2004, ki je prepovedala referendum o tem, da bi ti ljudje, ki pišejo te komentarje anonimno ali pa ne na spletu, odločali o tem, ali lahko ima islamska skupnost svoj religijski in kulturni center ali ne. Je presodilo, da pač to sodi v človekovo pravico do religijske svobode. Tako da tukaj mislim, da je treba razlikovati. Govorimo o zelo pomembnih stvarih, o temeljnih stvarih, ki gredo točno v to vprašanje, kakšna družba želimo biti, kakšna družba smo. Ne gre za neke malenkosti, ne gre za neke kaprice, zato je prav, da ustavno sodišče odgovori na to vprašanje. Samo še en dodatek, dr. Črnič, zavezali smo se k demokratičnemu ustroju s sprejetjem ustave in vseh zakonov, vendar zavezali smo se tudi spoštovanju mednarodnih konvencij, da spomnim še na ta vidik, Seveda. In tega mednarodnega pravnega konteksta. Dr. Erniša, izvolite. Samo zelo na kratko. Po mojem razumevanju, oziroma jaz, kako si to razlagam, če določena šola omogoči otroku, da določene hrane ne je, zaradi verskega prepričanja, zaradi vere same, to ne pomeni, da je določena šola postala islamska, judovska, krščanska ali katerakoli druga. Prepričan sem namreč, da prav tako tista šola ne sprejema neke vere kot svoje vere. In tukaj zdaj potem pridemo na tisto temo, kot je
svoboda. Ne. Torej, to sem želel samo dodati, kar je profesor Črnič rekel, da če mi nekaj omogočimo, damo možnost neko, ne pomeni, da smo mi nekaj sprejeli, da smo mi postali, da so nam vzeli neko identiteto, če smo pri prehrani. Pogovarjamo se o prehrani. Ne. Tako da jaz bi bolj spodbujal to, kot sem že večkrat povedal, medsebojni dialog, kjer lahko jaz naredim korak, ali pa, kako ne rečem, če mi nekaj ni zelo pomembno, zakaj bi potem mi to postajalo zelo pomembno? Ne? Se pravi, spregovoriti o veri kot taki, ki naj jo vsaka posamezna verska skupnost potem tudi uči. Ja, hvala. Še čisto na kratko za zaključek, kot je bilo že omenjeno, ja, pri Zagovorniku smo v primeru enega članka, objavljenega na enem velikem novičarskem portalu o naši zahtevi za presojo ustavnosti, v kateri govorimo, zanalizirali približno 1100 komentarjev. Zanimalo nas je, kaj so tisti ključni očitki oziroma kako ljudje interpretirajo to svojo averzijo do ideje o prilagajanju šolske prehrane zaradi vere. In eden recimo zelo pogost očitek je bil, gre za slovensko kulturo, gre za slovensko tradicijo in prišleki naj se prilagodijo. Hkrati pa vemo, da so pripadniki islamske verske skupnosti oziroma adventistične, krščanske, judovske, seveda rojeni v Sloveniji, državljani Slovenije in tako naprej. Drug očitek je pa bil, naj velja v šolah za vse enako. Ne? Torej, enakost je enakost v tem nekem absolutnem smislu. Potem je bilo seveda še to na temo, ki smo jo že danes odprli, vprašanje ločenosti cerkve in države in pa v smislu tujci naj se prilagodijo ali naj odidejo. In zdaj vprašanje za vse tri, ker smo rekli, da se moramo pogovarjati tudi o rešitvah. Za vse tri predstavnike verskih skupnosti na današnjem pogovoru, kako gledate na te odzive javnosti, ki sem jih zdaj povzela, oziroma drugače, kaj lahko kot verske skupnosti naredite in mi kot družba naredimo, da bi bilo tudi v kontekstu medverskega dialoga, na katerega je bilo že nakazano danes, da bi bilo v družbi več strpnosti in tudi več pripravljenosti sprejeti različnost, v tem kontekstu pač versko različnost. Pa bi enkrat za spremembo začela z dr. Ernišo, izvolite. To, kar ste zdaj omenila, je zelo pomembno in zelo, po eni strani, zelo zaskrbljujoče. Ta beseda tujec, zelo hitro se tudi mi znajdemo, kdorkoli, za to besedo. Enkrat sem jaz tujec, enkrat ste vi, je nekdo drug. Karkoli jaz naredim drugače od mojega sogovornika, mojega bližnjega, sem jaz v neke vrste za njega tujec. In to besedo je potrebno izpodrivati iz našega besednjaka. Zakaj? Zaradi tega, ker ta dejansko jemlje človeku neko svobodo. Se pravi, jaz si želim podrejati nekoga s to besedo. In zato jaz mislim, da bi bilo zelo bolj pomembno spregovoriti, ampak tukaj prej spet pridemo na neko teološko, z mojega vidika, teološko razumevanje, ne nazadnje Sveto pismo je polno nekih tujcev, ne? Ampak Jezus nas uči o usmiljenem Samarijanu, o potem sprejemanju tujcev in tako naprej. Ne? Vprašati se moramo, kako jaz kot evangeličanski škof učim moje pri verouku, otroke ali pa pridigam vsako nedeljo na prižnici, kakšen nauk mi imamo. O tem je treba spregovoriti. Vsak mora prst usmeriti vase in pogledati, kaj je moj dejanski nauk. Kaj je moj dejanski nauk? Ne? Se pravi, če jaz se sklicujem na Jezusa, potem imam težavo govoriti o tujcih, da ne sprejemanju in tako naprej. Ampak, da se vrnem na sam začetek, ta beseda tujec je zelo delikatna stvar. In sem prepričan, da bi v tem kontekstu morali mi malo več narediti in se pogovarjati o
sprejemanju drugih. Ne. Tako da, zato ker jaz lahko povem za našo cerkev, naš nauk uči o sprejemanju, o razumevanju drugačnosti, o strpnosti, o spoštovanju, o človekovem dostojanstvu in tako naprej. Vera je lahko nekaj čudovitega, ki nas dejansko dopolnjuje, nadgrajuje kot boljše ljudi, ker ta beseda tujec zelo hitro izpodmakne človeka. In tukaj je ključno, da mi govorimo o ljudeh, ne govorimo o tujcu, o nekem predmetu. Tujek je lahko v očesu, ne? In ti ga zdravnik odstrani ali pa si ga odstraniš sam. Ampak mi govorimo o človeku, ki ima svoje dostojanstvo, svojo vero, svojo versko pripadnost. In zato se mi zdi zelo pomembno, da začnemo govoriti o teh stvarih. Ne? In tako kot smo se že prej pogovarjali, kakšna družba želimo biti. Jaz si želim zrele družbe. Zrela družba pomeni, da smo ljudje resnično pripravljeni prisluhniti drugemu. Sprejeti njega takšen, kot je. Ampak tudi on mora sprejeti mene takšnega, kot sem. Kje se konča po evangeličansko-luteranski teologiji moja svoboda, ko začne posegati v drugega? To, do sem jaz lahko grem. In tisti nasprotnik, tudi on se mora zavedati, da on do sem lahko gre. In kolikor sem jaz stabilen v moji veri, toliko manj me drugi lahko ogrožajo. Tako da jaz hočem to reči, s temi besedami tujec, jaz bi se rajše pogovarjal o ljudeh, o človeku, zato ker res postanemo potem zelo nestrpni s tem in spodbujamo in ima tako negativno konotacijo in v nas potem seveda v vsakem človeku to vzbuja neka čustva. In potem ja, seveda, ko nam nekdo nekaj, imamo občutek, hoče nekaj vzeti, ne, je to na verski osnovi toliko intenzivneje. Hvala. Magister Godina, isto vprašanje? Ja, kar nekaj vprašanj je bilo, ampak mogoče najprej o odzivih, ki ste jih omenili. Tisto, kar me v prvi vrsti na nek način skrbi, je, da se ta verska različnost avtomatično enači s tujstvom. Vera in narodnost nista ista. Slovenski državljan je lahko evangeličan, musliman, adventist, katoličan, pravoslavec, lahko je pripadnik katerekoli druge vere ali pa nobene. Torej, gre za nekaj, kar je pač tukaj, kar smo kot Slovenci, ne nujno tujci. Mislim, da to, kar je dr. Erniš omenil, vsekakor nekaj, kar sodi zraven, o čemer velja razmišljati. Zato, ko govorimo o verski svobodi, o religijski svobodi, to ni vprašanje, ali pa ne sme biti vprašanje, kako naj se tujci prilagodijo nam, ampak kako bomo mi skupaj v naši skupni državi zagotovili prostor, kjer bo vsakdo lahko živel skladno s svojimi prepričanji in kjer bo zagotovljena v praksi tudi svoboda vesti vsem ljudem, ki so tukaj. Potem omenjeno je bilo, vsi otroci so enaki, naj bo prehrana za vse enaka. Enakost ni vedno isto kot identična obravnava. Vemo, da so razlogi, zakaj pride lahko tudi do različne obravnave. Recimo, prej smo omenili pri prehrani, lahko so zdravstvene posebnosti, pa otroka obravnavamo drugače. To ne pomeni, da je zdaj privilegiran zaradi tega kakorkoli. Tako da legitimno se je potem tukaj vprašati, ali je mogoče torej razumno upoštevati resno versko ali pa svetonazorsko prepričanje. Mislim, da smo danes poudarili, da je možno, vprašanje samo volje, ali smo na to pripravljeni. In gre še za vprašanje, kaj lahko verske skupnosti naredimo na tem področju. Mislim, da imamo precejšnjo odgovornost, ne samo, ko komuniciramo s svojimi verniki oziroma z verniki znotraj naših verskih skupnosti, ampak mislim, da moramo graditi na tem medverskem dialogu, medverskem poznanstvu, kjer se dejansko srečujemo med seboj, kjer ne vidimo samo ljudi v posameznih kategorijah, torej muslimani, kristjani, judje in tako dalje, ampak vidimo ljudi, vidimo človeka. In ta osebna srečanja dejansko pokažejo, koliko skupnega imamo, da nismo ravno tako zelo različni, kot velikokrat mogoče mislimo. Potem, kar mislim, da je ravno tako pomembno, je, da se kot verske skupnosti
tam, kjer je možno, povežemo, da skupaj delujemo, pozitivno delujemo v tej družbi, katere del smo, prispevamo k reševanju različnih izzivov, ne da bi pri tem zabrisali seveda svoje razlike ali pa posebnosti, ki jih imamo. In potem še zadnja stvar, ki bi jo želel poudariti, mislim, da moramo biti predvsem pripadniki različnih verskih skupnosti pripravljeni zagovarjati svobodo drugega, ne pa samo svojo svobodo, ker verodostojnost našega zagovarjanja religijske svobode se pokaže takrat, ko smo pripravljeni braniti svobodo človeka, s katerim se ne strinjamo, zagovarjati to njegovo svobodo. In če želim, da družba spoštuje mojo vest, glede katerega koli področja, seveda moram biti jaz pripravljen spoštovati vest in prepričanja tudi drugega človeka. In mislim, da je to ena od največjih stvari, za katero si lahko skupaj prizadevam in za katero si v Adventistični cerkvi seveda aktivno prizadevamo že kar, bom rekel, nekaj desetletij. Hvala lepa. Magistrica Porič. Prvo in zadnje vprašanje bom nekako enako odgovorila, predvsem zato, ker žal moram povedati, da me ne prvi podatki, ki ste jih navedli, ne presenečajo, tako da me tudi ne presenečajo te odzivi. Hkrati bi samo lahko rekla, da so te odzivi, ki ste jih navedli, še nekoliko bolj blagi, kot sem jih pač nekako vajena, žal. Zdaj nekako sem cel čas razmišljala o tem, da neprestano živimo v nekem, bom rekla, paralelnem svetu tega, bom rekla, sovražnega govora, ki nas nekako obdaja in ga v veliki meri potiskamo. Zdaj pred parimi dnevi smo se vračali z dopusta in meni je moj sin po tolikem času povedal eno svojo izkušnjo iz šole, s katero sem jaz ponovno šokirana, ker se je tudi njemu enaka zgodila, kot se je zgodila hčerki pred več kot 10 leti. Hčerka je bila v 3. razredu osnovne šole označena kot teroristka, zaradi svojega ozadja. Sin sicer ni bil označen kot terorist, je pa bil prisoten v skupini sošolcev, ko so opazili, da je v šolo vstopila mamica z naglavno ruto, ki je prišla na dopoldanske govorilne ure in prišla je skupaj z dojenčkom. Voziček je seveda pustila pri varnostniku in sošolci so pri tem pripomnili, ko je seveda odšla gor v zbornico, ali mislite, da ima v tem vozičku bombo. Tako da bom zato rekla, da so te mogoče komentarji, ki ste jih vi nekako navedli, blagi, in predvsem je bilo hudo, kaj vse naši otroci, ki so del tovrstnega prigovarjanja, potisnejo vse in kdaj bo to izbruhnilo ven in na kakšen način, ne, okolikor pač mogoče zavestno delamo z njimi ali ne. V islamski skupnosti definitivno daja največ z programom vodenih ugledov za tako osnovne šole kot srednje šole in tudi fakultete, kjer pravzaprav tako učence kot dijake in študente soočimo z zelo konkretno izkušnjo, to se pravi, govorimo o izkustvenem učenju, kjer damo priložnost, da se pogovarjamo, da sprašujejo pač tudi neprijetna vprašanja, ne? In to so pravi načini pravzaprav, ko lahko gradimo strpno družbo in želimo si predvsem, da vsi skupaj delamo na tem, in to sta tudi oba, pravzaprav vsi smo to poudarili, družbo, pravzaprav, da gradimo vsi skupaj družbo, v katerem se pravzaprav vsakemu posamezniku ni treba odpovedovati svoji različnosti samo zato, da bi bil sprejet. In to je tukaj pravzaprav tudi odgovornost ne samo na vseh nas, ampak predvsem tudi na verskih skupnostih in na vseh tistih, ki imamo pravzaprav dostop do ljudi in jih lahko na določen način nagovorimo. Paralelni svet sovražnega govora, kot je to poimenovala gospa Porič, žal ni paralelni. Seveda ga vidimo predvsem na teh komentarjih, ki sem jih že pred katerim sem posvaril. Ne samo za individualno zdravje je dobro, da se jih človek izogne, ampak tudi pri razmišljanju o tem, kako bomo organizirali naše skupno življenje v tej naši družbi, ni dobro, da jih upoštevamo. Problem je v tem seveda, da že davno je plusknil v številne druge pore in pač področja našega skupnega življenja. Predvsem pa ni naključje. Sovražni govor ni naključje, sovražni govor je že zelo dolgo politično orodje. Ne samo v Sloveniji, ampak povsod po zahodnem svetu, kjer vemo, da že zelo dolgo vidimo, se zelo vzpenjajo zelo problematični, toksični desničarski populizmi, ki uporabljajo zelo stare mehanizme,
svetopisemske in še starejše mehanizme žrtvenega kozla, v katerega projicirajo, v tega drugega, v tujca, kot je rekel prej gospod Erniša, projicirajo domnevne razloge za probleme, s katerimi se soočamo, in te politike ne nudijo sistemskih rešitev za te probleme, ki so seveda kompleksni in težavni in tako naprej, ampak raje ta mehanizem, ki je zelo očiten, pokažejo s prstom na drugega, in ta drugi je lahko zmeraj drugi. Enkrat so to pripadniki te religije, drugič druge, potem so to vegani, potem so to, kaj pa vem, došlo vse, pač, poljuben je, lahko ta drugi. In tukaj imamo težavo. Ti komentarji, ki ste jih analizirali, in te analize so seveda zelo dragocene, da tudi vidimo diskurzivno in tako naprej, kje so, kje se nahajajo, ne zahtevajo zares, ne terjajo enakosti, nas je rekla enakost. Oni terjajo istost, da smo vsi isti, ne da smo vsi enaki. Enaki pomeni, da smo enaki v svoji različnosti, da smo enaki v svojih pravicah in pri obravnavanju in tako naprej. Gospod Erniša je lepo rekel, da sprejmemo drugega takšen, kot je, v tej njegovi različnosti, dokler seveda ta drugi tudi sprejema te naše minimalne skupne konsenze. Minimalni skupni konsenzi so ustava, zakoni. Govorimo o dveh različnih konceptih, o konceptu integracije, ki je absolutno pomemben in ključen koncept, kako druge, ki želijo priti v to družbo in v tej družbi živeti, integrirati, jih sprejeti v njihovi drugačnosti, jih seveda tudi podučiti, kje so tisti minimalni skupni standardi, ki določajo to našo skupnost, in od njih terjati, tako kot od vseh ostalih, tudi tistih, ki so tukaj rojeni in živijo že ne vem koliko stoletij, njihovi predniki, terjati isto, spoštovanje teh skupnih pravil, ki jih imamo. To je integracija. Asimilacija pa pomeni, da od drugih zahtevamo, da postanejo isti, kot smo mi, da odvržejo vse svoje različnosti. In to je problematično, je nelegitimno, tudi je nemogoče zares nazadnje. Asimilacija je škodljiv koncept, integracija pa je družbeno koristen koncept, ki lahko, kadar je uspešna, bogati potem to družbo. Težavo imamo, da, kot smo rekli, da politike producirajo, načrtno producirajo sovražne govore in druge načine tega starodavnega mehanizma, in na ta način iščejo žrtvene kozle in hujskajo ljudi. Kolega Srečo Dragoš, sociolog, je pred desetletji sistematično raziskoval sovražni govor, ki se je okrog takratnih debat, okrog gradnje muslimanskega kulturnega centra, džamije, so se oblikovali. In tako je že pred 2 desetletjima, pa verjetno še več, opozarjal, kako ta sovražni govor ni naključen, ampak prihaja od zgoraj, prihaja od predstavnikov, javnih predstavnikov, vidnih predstavnikov, političnih in še drugih, in da je to problem. Od takrat do danes so se stvari globoko zaostrile, posod po svetu vidimo vzpone tega radikalnega populističnega populizma, desničarskega, ki hujska in ki razdvaja. In tukaj je težava. Razdvaja zato, da se ni treba zares ukvarjati z realnimi problemi našega sveta, ki so monumentalni, planet se nam segreva, ekologija nas bo, narava nas bo uničila, pa zanikamo danes, tudi v Sloveniji imamo oblast, ki ne priznava človekovega vpliva na podnebne spremembe. In še nekaj pomembnejšega je, skratka, gre kot zmeraj v zgodovini, gre za moč in kapital in tako naprej. Skratka, gre za dimno zaveso. Ko se pogovarjamo o tem, ali lahko nekaj tisoč otrokom v Sloveniji zagotovimo samo obrok brez svinjine, nič drugega, in se okrog tega kregamo, izgubljamo čas in energijo in tako naprej, nimamo časa in energije in se ne pogovarjamo o ključnih stvareh, ki se pa dogajajo za to dimno zaveso. Tam se dogajajo, da se preusmerja še zadnji ostanki javnega premoženja, javnega dobrega se preusmerjajo v tisto peščico, 1 ali 2% zgornje in tako naprej, davki se znižujejo tistim bogatim, revnim pa ne in tako naprej. Tukaj imamo težavo, da gre za načrtno preusmerjanje pozornosti. Tega ne doživljamo samo v Sloveniji, enako je v Združenih državah Amerike, na Madžarskem je bilo do včeraj, marsikje drugje po svetu. Tukaj imamo težavo. Okay, zdaj smo slišali sociološko razlago tega enega od predsodkov, ki sem ga prej izluščila iz teh komentarjev na družbenih omrežjih, se pravi, naj bo v šoli za vse enako. Torej,
ni problem enakost, problem je pričakovanje istosti. Ampak za zaključek bi pa vseeno še kolegico Sergejo Štir prosila za čisto kratko razlago, da odgovorimo na ta predsodek, da pojasnimo, kaj je narobe s tem pričakovanjem. Kaj pa pravi protidiskriminacijsko pravo o tem, da naj bo nekaj urejeno za vse enako in zakaj potem pravo uporablja koncept tako imenovanih razumnih prilagoditev? Hvala za to zadnje vprašanje. V protidiskriminacijskem pravu pa enakost ne pomeni, da moramo vse ljudi vedno obravnavati popolnoma oziroma absolutno enako. Prav nasprotno, enaka obravnava ljudi, ki so zaradi svojih osebnih okoliščin že v izhodišču v različnih položajih, lahko celo povzroči diskriminacijo. Zdaj to lahko zelo enostavno ponazorimo prav na primeru šolske prehrane. V šoli otrokom ponudimo popolnoma enak obrok, pa ga nekateri zaradi svojih osebnih okoliščin, bodisi je to zdravstveno stanje, bodisi vera oziroma prepričanje, ne morejo oziroma ne smejo uživati in tega obroka dejansko ne morejo koristiti tako kot drugi otroci. Tako da navidezno nevtralno pravilo ga te otroke zato pravzaprav postavlja v slabši položaj. In prav zato so v določenih primerih potrebne te tako imenovane razumne prilagoditve, da imajo ljudje dejansko enake možnosti in to je za otroke, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo uživati, že lepo urejeno tudi na zakonodajnem nivoju, za ostale pa zaenkrat še ne. Skratka, cilj ni, da vsi dobijo isto, ampak da imajo vsi primerljivo možnost koristiti pravico, ki jim pripada. Pravico, ki jim pripada. S tem bomo v bistvu zaključili ta današnji pogovor. Torej, če sklenemo, najprej hvala vsem gostom in gostjama za sodelovanje in za vaše res zelo na mestu razmisleke. Jaz sem jih razumela malce tudi kot pozive. Ampak če sklenemo, v današnjem pogovoru smo razmišljali torej o tem, kako strpni smo do vernih in nevernih ali tistih, ki imajo določena svetovno-nazorska prepričanja. Vera ali prepričanje je ena od osebnih okoliščin, na podlagi katere je ljudem zagotovljeno varstvo pred diskriminacijo. In vztrajanje na tej absolutni enakosti, kot na primer enaka prehrana za vse, lahko v bistvu pomeni diskriminacijo. Odgovornost za strpno in spoštljivo javno razpravo je na vseh nas, a vendar imajo nekateri med nami zato še vseeno večjo odgovornost. Naloga šolskega sistema, družine, cerkva, medijev in tako dalje pa je, da omogočijo poznavanje in razumevanje različnosti med ljudmi, ki med drugim izvira tudi iz vere ali prepričanja. In če sklenem z to prej omenjeno poanto, učinkovitost varstva pred diskriminacijo ali prava človekovih pravic ni vprašanje zapisanega, ampak je vprašanje tega, kaj naredimo v praksi, zato da lahko vsi živimo z občutkom, da smo enako obravnavani. To je bila 28. epizoda podcasta Zagovornika načela enakosti. Z vami smo bili dr. Aleš Črnič, dr. Aleksander Erniša, magister Zmago Godina, magistrica Ela Porič, Sergeja Oštir. Pogovor sem povezovala Jelena Aleksič. Vabljene in vabljeni, da nas spremljate tudi v prihodnje. Najdete nas na vseh platformah za podcaste. Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in TikTok. Lahko nam tudi pišete na elektronski naslov podcast@zagovornik-rs.si. Lep pozdrav do prihodnjič.